Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru STA kluba Slovenske tiskovne agencije, ki smo ga danes naslovili Klinični registri, pot do bolj celostne obravnave bolnikov. Prvi korak k obvladovanju bolezni je namreč ustrezna diagnostika, bolniku prilagojena terapija, ocena in spremljanje vseh njenih kazalnikov, vključno z rezultati zdravljenja. Stroka lahko tako najlažje obravnava bolnika bolj celostno in načrtuje tudi vse potrebne izboljšave. Za spremljanje zdravstvenega stanja in prikaz osnovnih zdravstvenih kazalnikov imajo številne razvite države vzpostavljen sistem zbiranja podatkov, torej registrov. Tu se zbirajo podatki, ki omogočajo spremljanje populacijskih kazalnikov bremena neke bolezni in tudi izidi zdravljenja posameznih bolnikov. Kako lahko zdravstveni registri pripomorejo k celostni, še bolj celostni obravnavi bolnikov, kaj obvladovanje teh podatkov pomeni za razvoj stroke, za pridobivanje tudi vrhunskih terapij, so vprašanja, o katerih se bomo pogovarjali z našimi naslednjimi sogovorniki. Z nami je profesor dr. Tadej Battelino, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Pediatrični kliniki v Ljubljani, lepo pozdravljeni. Pa izredni profesor dr. Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, tudi vam lep pozdrav. In pa profesor dr. Bojan Vrtovec, predstojnik kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana in vodja Centra za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca UKC Ljubljana. Lep pozdrav tudi vam. Žal se je profesor dr. Mitja Košnik z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik opravičil zaradi nujnih službenih obveznosti, ki jih terja COVID-19. Vsa vprašanja, ki se bodo vam, dragi gledalci in gledalke, porajala med pogovorom, lahko tudi sami pošljete na elektronski naslov klub.sta@sta.si in bomo poskušali v zaključnem delu pogovora nanje tudi odgovoriti. Naj začnem današnji pogovor z izjemno potjo, ki ima v Sloveniji državni register raka, ki že 70 let deluje v sklopu Onkološkega inštituta Ljubljana, od leta 2017 dalje pa vzpostavljajo tudi klinične registre za vse slovenske bolnike z rakom, in sicer zaenkrat za 5 najpogostejših vrst raka, pljuča, dojka, debelo črevo in danka, prostata, kožni melanom, ter za vse otroške rake. Namen kliničnih registrov je zbirati natančnejše podatke o vrsti bolezni in načinu diagnostike ter o postopkih zdravljenja in odzivu na zdravljenje, zato da lahko vrednotimo kakovost obravnave bolnikov. Naj začnem z vami, profesor Battelino. O bolnikih obstaja veliko podatkov. Zakaj jih največ uporabljamo? Najprej dober dan vsem, hvala lepa za povabilo. To je pravzaprav zelo dobro vprašanje, zakaj jih uporabljamo. Bojim se, da jih premalo uporabljamo. Zakaj bi jih lahko uporabljali, je pa verjetno tisto vprašanje, ki nas danes zanima. Veste, najbolj pomembno je, da človeka kot posameznika sledimo zdravniki v njegovem življenju, in to pravzaprav delamo na ta način tradicionalno, da sprašujemo tisto, čemur mi rečemo anamneza. To je včasih bila edina pot, danes pa bi seveda z elektronskimi sistemi lahko imeli to avtomatizirano, bilo bi hitreje, bolj natančno in manj obremenjujoče za posameznika. Tako da to je mogoče prva stvar. Druga stvar, mogoče bolj pomembna od te, pa je, da bi lahko seveda se učili iz tega, pridobivali novo znanje, mogoče seveda že za konkretnega posameznika koristne informacije, predvsem pa seveda za naprej, če spremljamo zdravljenje, če spremljamo stranske učinke, če spremljamo dobre učinke, je tisto, kar zdravniki potrebujemo, da izboljšujemo svoje delo, in to ravno na področju raka v svetovnem merilu. Mogoče najboljši zgled, poglejte, protokoli so poenoteni, po celem svetu se določene rake zdravi po skupnih, jasno definiranih protokolih, ki se jih ves čas sledi, njihova uspešnost, njihove stranske učinke in seveda izboljšuje. To je tista bistvena ideja pravzaprav kvalitetnih registrov in njihove uporabe. Izpostavili ste, podatki bi morali dati več, morali bi jih tudi bolj sistematizirati. Kako obravnavate podatke, če dava primer na vašem oddelku? Kako je s kliničnim registrom na kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove?
Pri nas vodimo tretji najstarejši register sladkorne bolezni, ki se začne v otroštvu v Evropi. Šel je čez različne faze, začel se je z seveda tabelo v Excelu, danes pa je znotraj našega informacijskega bolnišničnega sistema avtomatiziran, tako da se podatki v register polnijo neposredno iz naše elektronske datoteke in tudi potem anonimno, skladno z dovoljenjem, se pravi Komisije za medicinsko etiko in tudi informacijske pooblaščenke, v tistem trenutku je bila to ženska, v evropski register, torej neposredno, se pravi, da so podatki kot prvo natančni, ker ne pride do pripisovanja, ni možne dodatne vmesne napake, ažurni, in hkrati je to za nas bistveno manj dela. In prav taki sodobni registri so, torej če imate poenoten elektronski sistem za vsakega človeka v državi, kar v Sloveniji žal ni. Podatke ven in v bistvu omogoča, da se jih uporablja, torej brez dodatnega dela za ljudi. To je tisti idealen scenarij, ki si ga seveda želimo tudi pri nas. Hvala lepa. Profesor Osredkar, koliko dela ste že opravili pri vas na področju vzpostavljanja kliničnih registrov na oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo? Ja, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za povabilo. V bistvu na našem oddelku poskušamo, tako kot je tudi profesor Batalino povedal, voditi te registre iz različnih razlogov. Predvsem je register v bistvu en zelo dober način, kako imeti vpogled v to, kaj pravzaprav delamo, kako v bistvu je tak pogled na kvaliteto upravljanega dela in v bistvu na to, kako učinkovito je zdravljenje pri naših pacientih. Namreč s tem, če ti pacienta pozdraviš in potem ga ne vidiš več ali ga ne slediš dovolj skrbno ali pa si to ne beležiš tako v longitudinalnem smislu, potem lahko spregledaš kakšne stvari, ki se, če imamo te podatke zbrane, lahko zelo jasno pokažejo. Vidiš recimo, da se določena skupina bolnikov dobro odziva na zdravljenje, druga, da se ne odziva. Tako da to, da je treba v bistvu imeti to potek zdravljenja pri bolnikih pod nadzorom, je nekako zelo dolg časa zdravniki vemo že. Problem pa je v tem, da pravzaprav način, kako to delati, je lahko zelo različen, od tega, da imajo nekateri zdravniki na listkih napisane bolnike, ki jih bolj zanima, ali pa tisti, ki so bolj nekako računalniško osveščeni, da si naredijo Excel tabele, ampak nič od tega pravzaprav ni optimalno v času, kakršnem živimo danes, kjer v bistvu lahko imamo dejansko neke zelo sofisticirane platforme, ki so v bistvu posebej narejene za določeno skupino pacientov, kjer lahko vnašamo vse ključne podatke in s tem poskrbimo, da ne spuščamo pomembnih informacij in iz takih registrov pravzaprav lahko potem zelo veliko dobrega izhaja. Tako da mi smo, če dam za primer, smo vse bolnike z živčno-mišičnimi obolenji recimo povabili, da sodelujejo v registru in večina se jih je seveda odzvala. Ravno tako recimo za bolnike z epilepsijo, ki jih imamo 1500 in nemogoče, da bi vse imel pod nadzorom. Zdaj beležimo njihove napredovanja bolezni v register in to, kar je danes zelo pomemben, tudi informacije, ki so v bistvu pomembne za naprej, recimo kakšne genetske spremembe te pacienti imajo, razvoj genetike v zadnjih letih je tako zelo skokovito napredoval, da to postaja zmer bolj pomembno orodje. Pri veliki večini pacientov imamo neko genetsko podlago in na podlagi tega se da zelo jasno potem opredeljevati glede nadaljnjih zdravljenj. In seveda to je nemogoče imeti za vsakega pacienta posameznika pri takem obratu, ki ga imamo na našem oddelku shranjen, lahko pa v registru to shranjen in potem, ko nova zdravljenja prihajajo na razpolago, lahko poiščeš pacienti, ki imajo točno določeno genetsko spremembo in potem jim lahko ponudiš, ali da sodelujejo v neki klinični študiji, ali pa če je že star toliko delež, da lahko jim ponudiš tudi neko zelo specifično zdravljenje, ki je prav za takšno okvaro na razpolago. Tako da to je recimo ena dobrobit takega beleženja
pacientov v register. Druga je pa mogoče ta, da recimo raven pri bolnikih z Duševnovo mišično distrofijo smo naredili register in ugotovili, da pravzaprav glede na incidenco te bolezni imamo 0,5% pacientov premalo pod nadzorom. Se pravi, da te pacienti zelo verjetno nekje so obravnavani zaradi različnih težav, ampak pri njih še nismo ugotovili, da to bolezen imajo, ker je pač še v prezgodnji fazi ali pa jo vodimo kot neko drugo bolezen, kar se nemalokrat zgodi. In raven s pomočjo tega smo potem vedeli, da je treba pač dvigati nivo ozaveščanja o določeni bolezni. Smo šli tako v laično javnost, kot tudi v strokovno javnost, smo to predstavljali zdravnikom na primarnem nivoju, na sekundarnem nivoju, pa tudi med sabo. Tako da pravzaprav in smo dejansko na ta način lahko ujeli tudi tiste paciente, ki so nekako pravzaprav s to boleznijo tavali, ne vedoč, da jo imajo, in smo jim tako lahko takoj pomagali in dali ustrezno zdravljenje. Tako da teh nekako zgodb o uspehu je zelo veliko, ampak je pa tako, da v bistvu smo zdravniki, malo imamo omejen čas, predvsem pa nimamo recimo računalniškega znanja, tako da tukaj so zanesljivo potrebne tako nekako širši konsenzi in nekaj ideje o tem, kako bi lahko pomagali zbirati te podatke na najbolj ustrezen način, da bi pač se te podatki zbirali in bili tudi potem uporabni za tako zdravnike kot v končni fazi za paciente. Torej, zapiski na listkih in v Excelovih tabelah potem niso in ne morejo biti temelj za prihodnje vrhunske terapije za bolnike, ko govoriva o celični in o genski. Ja, to je majčkeno preživeto, tako da mislim, da so precej boljše možnosti danes na razpolago. Hvala lepa. Profesor Vrtovec, kako pa je s kliničnimi registri na kliničnem oddelku za kardiologijo? Ja, najprej najlepša hvala za povabilo. Pri nas pravzaprav na kardiologiji smo štartali z registri na podlagi izkušenj, ki smo jih imeli z listo za transplantacije srca, se pravi po vzoru, neke čakalne liste za transplantacijo srca smo najprej pač po vzoru Eurotransplanta to razširili tudi na bolnike po transplantaciji srca, kasneje pa tudi širše na populacijo bolnikov s srčnim popuščanjem. Moramo vedeti, da je teh bolnikov zelo veliko, zaradi tega to tudi še kar velik logistični zalogaj, zato smo šli v bistvu stopenjsko in ena izmed prvih populacij, ki je bila za nas zanimiva, so bili bolniki, ki so bili zdravljeni s presaditvijo matičnih celic, zaradi tega, ker pravzaprav gre za novo metodologijo in tak register, recimo, ki ga imamo za te bolnike, zdaj vzpostavljenega že nekaj časa in vsebuje več kot 300 bolnikov, kar je kar velika serija za to patologijo, nam omogoča ne samo sledenje bolnikov, vendar potem, če analiziraš v bistvu, kaj se s temi bolniki dogaja po takem posegu, smo tudi bolj lahko definirali kriterije, se pravi za prihodnje, zdaj vemo, katerim bolnikom to bolj pomaga in ker gre za relativno omejeno terapijo, na ta način lažje definiramo kriterije. In v naslednjem koraku bi radi te naše izkušnje povezali z drugimi registri, se pravi drugih bolnic po svetu, kot so, v Ameriki, Mayo Clinic ima pa zelo velik register, tudi Texas in tako. In če bi dobili soglasje, bi lahko na ta način formirali eno mednarodno bazo podatkov, ki nam bi lahko dejansko še dodatno omogočila izbor bolnikov za tak način zdravljenja oziroma bi šli v fazo personalizirane medicine. Zdaj, to je seveda zelo atraktivno pri takih. Res, da v zadnjem času na splošno, tudi na področju srčnega popuščanja, je situacija se zelo spremenila. Na voljo je zelo veliko različnih zdravil in za določene bolnike so ena zdravila boljša kot za druge. In zdaj, če bi recimo lahko v prihodnje formirali večji register bolnikov, recimo s srčnim popuščanjem, nam bi to tudi zelo koristilo. Zaenkrat gremo v smeri, da določene dele srčnega popuščanja, kot recimo določene kardiomiopatije, kot je bilo že prej govora, ali pa določene infiltrativne bolezni, že lahko vodimo v obliki registra, tipično imamo z registra za infiltrativne bolezni, predvsem zato, ker teh bolnikov ni toliko veliko in se to da trenutno še izvajati. Zdaj, če bi imeli za večje količine bolnikov, pa nažalost mi nimamo takega informacijskega sistema trenutno na voljo, ki bi to podpiral. Vem, da na pediatriji ima to super narejeno. Mi sicer probamo to na nek način povezati tudi s telemedicinskim spremljanjem, vendar zaenkrat nam tle falijo softverske rešitve, kot je bilo že tudi prej govora. Mi imamo drug informacijski sistem, nažalost, in tudi to je eden izmed delov problema, ker pač
integracija, kot je rekel profesor Battelino, je pa to težje. Tako bi približno to pri nas na kardiologiji. Mogoče za nadaljevanje vprašanje za vse moje drage sogovornike. Slišali smo zdaj en del težave, informacijski sistem, potem povezovanje, ki tudi izhaja iz informacijskega sistema. Mogoče, če sva začela, profesor Battelino, z vami, kako bi lahko te registre bolje povezovali, kako bi jih sploh lažje začeli razvijati, da ne razvija vsak na svoj sistem, da imamo neko podlago, s katero lahko začnejo tudi drugi graditi in se potem lažje povezovati. Ker bistvo je v tem, da so ti registri tudi povezani in da jih lahko potem povezujemo mednarodno, kot je profesor Vrtovec izpostavil. Ja, poglejte, če dovolite, v starem Rimu je bil nek senator, ki je vsak govor dodal stavek ceteram censeo, sicer pa mislim. In jaz vedno bolj temu podoben postajam. Torej, osnova za elektronski karton, to velja primarno od rojstva do recimo 130 let, pol naprej mogoče je manj pomemben. Se pravi, enoten elektronski medicinski karton, ta je osnova, iz katere lahko potem črpa ali se povezuje pravzaprav katerikoli register. To je osnova za to. Seveda mora biti zgrajen na odprti platformi, tako da se lahko mu dodaja te programe, ki seveda potem poiščejo podatke, ko je za to ustrezno dovoljenje strani posameznika in seveda strani Komisije za medicinsko etiko in varuha podatkov, če tako rečem, oficirja za varnost podatkov. To je osnova in jaz mislim, da bi tukaj to mogla resnično Slovenija postaviti kot prvo prioriteto v zdravstvu nad vsemi. To je prva stvar. Druga stvar je pa seveda potem, če imamo poenoten sistem na odprti platformi, je povezovanje izredno lahko dan današnji. Za vsako stvar, ki je v tem sistemu, je mednarodna koda, za vsako laboratorijsko preiskavo je mednarodna koda, za vsako rentgensko preiskavo je mednarodna koda. To se pravi, če so pravilno kodirane te stvari, enotno kodirane po tem mednarodnem dogovoru, potem je seveda natančen prenos podatkov, brez dodatnega dela in brez napak, izredno olajšan in seveda ne predstavlja dodatnih barijer. Kot rečeno, na ta način mi prenašamo v Evropski register podatke. Rekel sem za sladkorno bolezen, to že v bistvu več kot 10 let. Enako pa zdaj velja za register za družinsko hiperholesterolemijo, ki je v bistvu popolnoma na evropski platformi postavljena, odprti platformi in tukaj zelo dobro sodelujemo s kolegi kardiologi. Tako da, še enkrat, kot je rekel rimski senator, sicer pa mislim, ceteram censeo, osnova je enoten elektronski karton na primarni ravni in seveda, če je, kot smo včasih rekli, sreča junačka, bi temu sledili še teh 11 bolnišnic ali koliko jih imamo. In potem seveda bi bila osnova prvič za resen nadzor kvalitete slovenskega zdravstva, učinkovitosti, NIJZ bi kar naenkrat imel dostop do podatkov, ki jih zdaj iz muko zbira, lahko bi gotovo pocenili, povečali dostopnost, naštevam stranske učinke vsega tega, kaj šele, da bi lahko za redke bolezni, za diferentne bolezni imeli pripravljene skupine, kot je rekel profesor Osredkar, izboljševali in dodajali nove metode zdravljenja, kot je rekel profesor Vrtovec. Se pravi, tak sistem potem seveda omogoča bistveno, neskončno boljšo oskrbo težko bolnih ali pa ljudi z redkimi boleznimi in tako naprej, o čemer smo govorili. Se pravi, za vse je to pozitivno, od tistih pogostejših, kjer imamo lahko nadzor kvalitete, kjer je veliko dogodkov, kjer lahko optimiziramo, pa vse do tistih redkih, kjer so res potrebne vrhunske dodatne analize, znanje, kot je rekel profesor Osredkar, genski podatki o bolezni, zato da se da specifično gensko zdravljenje in tako naprej. Tako da, če lahko eno sporočilo damo, in ga dajmo čim bolj pogosto, enoten elektronski zdravstven karton na
odprti platformi je pogoj za vse to, o čemer se pogovarjamo. Jaz se s profesorjem Batelinom ne bi mogel bolj strinjati. No. Jaz bi rad rekel to, da pravzaprav že v kliničnem centru, kot je tudi profesor Vrtovec povedal, imamo več računalniških sistemov, ki med sabo samo na pol ali pa sploh ne komunicirajo, kar je za moje pojme čisto nedopustno. Situacija je pa na nivoju države še toliko slabša. In v resnici recimo pacient opravi magnetno-resonančno slikanje v eni ustanovi in potem za teh slik ne da pogledati v drugi, iz nekaterih bolnišnic to da, ampak ne pa iz vseh. In to recimo v času, mislim, kjer živimo, kjer so te podatki, ta digitalizacija že toliko napredovala, je za moje pojme čisto nedopustno. In v resnici to bi mogla biti res prioriteta države, da se naredi enoten sistem za vodenje pacientov, kjer bi te podatki elegantno prehajali tistim, ki imajo seveda dostop do njih, in kjer bi se te stvari zbirale na najbolj optimalen način. In tako kot je še profesor Batelina dodal, mi smo veliko začeli s temi registri tako v nekih takih lokalnih sferah, kjer smo i računalniški navdušenci sami pol nekako klampali skupaj, ampak v bistvu te registri so potem tako obsojeni, niso future proof, so obsojeni na to, da jih je treba stalno vzdrževati, če pa ne, pa nekako zamrejo. Tako da, če bi recimo Slovenija imela tudi nek protokol, mislim, neko ustrezano bazo, ki bi dopuščala to, da se jo primerno prilagodi določene populaciji pacientov, potem bi lahko isto hrbtenico ohranjali, ki bi lahko z lahkoto komunicirala na nivoju Slovenije, pa tudi seveda navzven. Tako da mi smo tudi en del podatkov, zdaj poskušamo, smo prenesli v evropski register, ki ga potem resne ustanove vodijo, za kjer vemo, da ne bo vsaj v neki bližnji prihodnosti propadle, da ta projekt ne bo propadel in da so te podatki varni na dolgi rok, da bo možno opisovanje dolg časa, ampak se pravi, neko tako skupen konsens o tem, kako bi radi dobro to vodili, je pomemben in potreben in to je treba dostikrat na nivoju države doreči, da zdaj pa dovolj enega tazga v bistvu političnih rešitev, ampak da treba neko dokončno rešitev najti, ker seveda zahteva svoj denar, svoj čas, svoj angažma različnih odločevalcev, ampak brez tega po mojem ni prihodnosti v Sloveniji. Tako smo ravno pri besedi. Profesor Vrtovec, izvolite, prosim. Jaz bi sam še dodal to, da se sicer absolutno strinjam z obema prejšnjima sogovornikoma, pa da bi mogoče bilo za poudariti to, da v tem primeru je pa to, da imamo relativno majhno državo, še kar velika prednost, ker se verjetno to dosti lažje naredi kot v kakšnem drugem sistemu, kjer so tudi različni centri, ki imajo svoje ideje. Se pravi, tukaj bi bila lahko komparativna prednost Slovenije. To se hotel sam. Profesor Vrtovec, kje pa iščete sogovornike mogoče pri pomoči, pri razvijanju vaših kliničnih registrov? Prej ste rekli, da si pomagate v bistvu z mednarodnimi izkušnjami. Kako pa v Sloveniji, kje iščete sogovornike pri vas? Ja, naš sistem je večkrat specifičen zaradi tega, ker smo štartali stvari iz transplantacijskega vidika, tako da tam so bile stvari še kar definirane, zato nam bil to en tak vzor, kar je bilo dosti lažji. Nažalost so pa ostali sogovorniki res bolj tako, kot ste rekli, na podlagi prejšnjega recimo raziskovalnega sodelovanja in potem se postanjamo na njihove recimo registre, ki so tipično v tujini. Zdaj pri nas zaenkrat, da bi v našem okolju bili uspešni, da bi tukaj dejansko se poenotili, če enkrat, če nismo bili, imamo velik interes, da bi bili, tako da prihodnje upamo, da bi lahko tudi, se pravi, kot je bilo prej rečeno strani profesor Batelina in Zredkarja, tudi mi osvojili nek sistem v Sloveniji, ki bi nam lahko to omogočil. Zaenkrat pa razen transplantacijskega sistema, ki dejansko obstaja tudi znotraj Slovenija transplanta, so vsi ostali, bi rekel, rahlo neprofesionalni na našem nivoju tukaj. Na eni izmed nedolgo tega izpeljanih okroglih miz smo slišali v bistvu, da bi morala pobuda večkrat priti strani stroke za vzpostavitev tovrstnih registrov. Profesor Batelin se bo gotovo spomnil, ker je bil na tej okrogli mizi. Koliko je bilo strani stroke že teh pobud in zakaj in koliko časa že niso slišane? Veste kako, jaz prvič sogovornike v Sloveniji, jaz mislim, da imamo. Jaz mislim, da prvi sogovornik v resnici je NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, in kot sem prej rekel, jaz mislim, da je gospod Stanimirovič tam
dejansko človek, ki ima znanje, ki ima željo, ki ima energijo, ki je sposoben to speljati. Drugi soodgovornik je nesporno Ministrstvo za zdravje. Tam je nekaj ljudi, ki se zdi, da tudi pravzaprav želijo pomagati. Tako da jaz imam neko upanje, vendar se vedno ustavi pri tem, da je zajem podatkov nemogoč. Poglejte, predstavljajte si za neko večjo bolezen, bi bilo potrebno kaj, da vsak zdravnik družinske medicine ročno tipka v register iz svoje pisarne in s tem register polni. To je nemogoče. To prvič, danes to nikjer na svetu več ne poteka tako. In drugič, časovne obremenitve, recimo zdravnikov na primarnem nivoju, so tako velike, da je neetično pričakovati, da bodo te zdravniki polnili registre. To se pravi, da se vse ponovno vrne na moj ceterum censeo. Dokler ne bomo imeli poenotene elektronske kartoteke, če hočete po ta starem, elektronske medicinske dokumentacije za vsakega posameznika na primarnem nivoju že, toliko časa upanja ni. Ali so sogovorniki, da se to zgodi? So. Jaz mislim, da so. Največji problem v Sloveniji je, da ne znamo pravzaprav upoštevati meritologije in na transparenten način izbrati enega ponudnika. Tukaj je neprestana vojna zakulisna med različnimi ponudniki, interesi, skupinami in jaz ne vem, kaj še vse. In to je splošno znano za našo državo, nažalost. Tukaj pa na drugi strani je nemogoče majhnost ne koristi, da ne znamo enostavno reči, poglejte, take so strokovne zahteve, prosim, to je razpis in tisti, ki bo zmagal, bo to naredil. To v tej državi ne gre in to je v bistvu tista, če hočete, osnovna rak rana tega našega dogajanja. Kljub temu jaz verjamem, da smo vedno bližje času, ko bo tudi ta problem presežen in se bo zgodil nek javni razpis, ki bo izbral eno skupino ljudi, ki zna postaviti, smo rekli, enoten elektronski karton na primarnem nivoju na seveda odprti platformi, to se pravi na platformi, ki je mednarodno kodirana in celoti povezljiva z ostalimi sistemi. Profesor Osredkar, prej sva se v bistvu osredotočila na stranski učinek povezovanja registrov za temelj vzpostavitve potem vrhunskih terapij. Ampak, če se vrneva na osnovo, je to v prvi vrsti potem prvi stranski učinek tudi za res celovita obravnava bolnika. Pri vas recimo, prav na vašem oddelku, štejejo včasih tudi minute. In taki registri bi verjetno pomagali že takrat. Ja, na srečo situaciji, ker bi prav vsaka minuta štela, ni zelo veliko, ampak sigurno je pa, da čas zelo je pomemben faktor pri zdravljenju bolnikov in da dostikrat v bistvu izgubljeni dnevi, tedni, meseci so tisti, ki okrnijo neko možnost uspešnega izhoda iz nekega bolezenskega stanja in zmanjšajo potencial ob tem, da neko zdravljenje celo imamo. Če recimo samo omenjam spinalno mišično atrofijo, zdaj se zelo dobro že ve, da pravzaprav prej, ko zdravimo paciente, boljši izhod imajo ti pacienti, tako da smo zdaj z več oddelki pediatrične klinike šli v projekt in tukaj profesor Baterino zelo pomembno vlogo tudi igra. Smo pravzaprav nov program za presejanje novorojenčkov, za te redke bolezni, za katere imamo zdravljenja, vzpostavljamo in ko bo ta vzpostavljen, bomo dejansko lahko začeli zdraviti zelo zgodaj. In to seveda je, v tem kontekstu recimo je čas res zelo pomemben, ampak tako kot je bilo že povedano, mi imamo recimo tudi register otrok s cerebralno paralizo, kjer je to vnašanje podatkov pravzaprav kar zelo kompleksen proces, več zdravnikov na različnih nivojih je vključenih v to in je ta del res problema, da pravzaprav nimamo nekega odmerjenega časa prav za zbiranje takih podatkov. Tako da recimo zadnje zbiranje podatkov za otroke s spinalno mišično atrofijo smo izvedli lahko samo tako, da smo iz raziskovalnih sredstev, ki smo jih pridobili, plačali v bistvu zdravnico, ki je 2 meseca potem se samo temu projektu posvetila. Tako da to je sigurno nekaj, kar pravzaprav
je tudi problem pri tem delovanju našega zdravstva, da vsi nekako pričakujejo, da bomo vse delali, vse bolnike pozdravili, vsi bomo tudi pomagali študente medicine učiti, pa raziskovalno bili uspešni, ampak pravzaprav določenega časa za vse te aktivnosti pa ni, ali vsaj ni odmerjenega. Tako da veliko teh aktivnosti se pa dogaja v nekem prostem času, pri tistih, ki so pripravljeni to početi, ali pa enostavno jih ni mogoče izpeljati. Tako da zanesljivo, če še dodam podatek, da je Slovenija pri repu lestvice, koliko je zdravnikov na določeno število pacientov, potem je jasno, da imaš ti lahko še tako dober računalniški sistem ali pa neke tehnične možnosti, pa pravzaprav potem vnašanje podatkov lahko postane problem. No, in to na različne načine rešujemo, ampak včasih bolj, včasih pa manj uspešno. Smo spet pri vprašanju kadra na tak način, a ne? Ki pa so, tako kot smo večkrat slišali, mislim, da je dr. Zver omenil, redke, kot so redke bolezni, a ne? Žal, ampak jaz upam, da bomo o tem spregovorili kdaj v boljšem tonu. Profesor Vrtovec, pri vas pa je izjemnega pomena čas. Kako lahko registri dodajo sekunde temu času? Ja, pri nekaterih bolnikih je to sigurno pomembno, tipično recimo pri bolnikih, ki imajo srčno popuščanje in se jim lahko to dosti hitro poslabša. Zdaj, če sledimo bolnike znotraj nekega registra in če dobivamo stalno določene podatke, sploh v času, ko smo zdaj, ki je sledenje zelo oteženo, tako klasično ambulantno, lahko tudi ta prav čas zaznamo poslabšanje bolezni določene in tudi interveniramo lahko pravočasno. To je en aspekt, se pravi, kar se tiče pravočasnosti, drugo je pa to, kot je že povedal tudi profesor Osredkar. Podobno kot imajo oni to organizirano, se da tudi znotraj recimo diapazona kardioloških bolnikov najde tiste bolnike, ki potrebujejo določena specifična zdravljenja, ki niso jih standardna zdravljenja, vendar če jih ne identificiraš ta prav čas, in tudi njim ne more situacija popraviti. To je druga stvar, ki je pomembna, verjetno tretja stvar je pa sledenje teh bolnikov. Se pravi, če ste vi vezani v nek register, lažje te bolnike sledite, mogoče tudi prilagajate terapijo, titrirate terapije in na ta način tudi v bistvu lahko terapevtsko intervenirate na nek enoten sistem, hkrati pa seveda dobivate podatke kot feedback, koliko je bila vaša terapevtska intervencija uspešna, kar je zelo pomembno, ker na ta način dejansko vidiš, če določene terapevtski pristopi ali pa smernice se vnese tudi v tem okolju, kar je seveda tudi zelo pomembno. Se pa seveda strinjam pri nas, kar se tiče teh registrov, ki so vezani na transplantacije, je relativno vsaj delno pokrito s to strani kadra, medtem ko ostali registri absolutno niso in funkcionirajo ravno tako na podlagi določenih prostovoljcev. Prostovoljstvo nas rešuje v Sloveniji, koliko časa še, je vprašanje. Profesor Battelino, če se vrneva na enoten elektronski medicinski karton in na dobre prakse v tujini, komu bi veljalo slediti? Nismo v bistvu na nekem otoku, kjer moramo izumljati neko toplo vodo. Imamo primere dobrih praks v Evropi, v svetu, ki bi jim lahko sledili, ki so nam lahko za zgled. Samo še mikrofon, profesor, hvala. Ja, poglejte, tako kot pogosto je seveda severozahodna Evropa tista, ki znotraj Evrope prednjači, predvsem so pa Združene države Amerike. Torej, tam imajo recimo znotraj največjega sistema, ki se mu reče EPIC, in ki ga uporabljajo tudi številne evropske bolnice in zdravstveni sistemi na primarnem nivoju, recimo belgijski KU Leuven je šel v celoti na EPIC in ves njihov sistem. To so sistemi na odprti platformi, ki imajo neverjetne module, povezljivost, registre, ki se avtomatično generirajo za posamezne klinične stroke, za posamezne bolezni. Tako da jaz mislim, da ni problem najti zgled. In jaz mislim, da tudi vse hiše, ki se ukvarjajo z tako informacijsko podporo za zdravstvo, to poznajo. Seveda problem EPIC-a je njegova cena, ki je recimo za nek sistem, ko ga imamo mi na desetine milijonov. In seveda cena ne laže, to je star ljudski pregovor. Zdaj,
ja, lahko v naši državi sami postavimo tak sistem. Jaz mislim, da ja. Mi imamo zelo dobro izkušnjo z našim sistemom, razvoj je žal zdaj povsem zastav, ampak sistem je verjetno na marsikakšnem nivoju primerljiv z recimo najboljšimi v svetu. Vemo tudi, da so slovenske firme recimo postavile kompleten primarni nivo v Moskvi. A ne, se pravi, zdaj ne vem, ali je to najboljši primer ali ni, ampak brez dvoma gre za milijonsko mesto, ki ima zelo razvejan primaren zdravstven sistem, ki je ravno tako javen, tako da morda pa znamo to tudi v Sloveniji narediti. In kot rečeno, jaz mislim, da je tukaj vprašanje, kdaj bo nekdo dovolj močen, kot politik močen, mislim, da bo imel dovoljšno podporo, da bo lahko presekal ta gordijski vozel, ki ga imamo v Sloveniji, in rekel, od tega razpisa naprej bo v Sloveniji na primarnem nivoju, če tukaj začnemo, en sistem. In postavil ga bo najboljši, najbolj kvaliteten in finančno najbolj ugoden ponudnik v naslednje pol leta. Se pravi, taka odločna beseda seveda se zelo lahko izreče, vendar rabiš za eno zelo močno politično podporo. Se pravi, v nekem trenutku, ko bo, jaz upam, politična situacija stabilna, bo nekdo dovolj moder, da bo pač naredil to, kar sem zdaj povedal, in s tem presekal to 30 let trajajočo nesrečo v naši državi in pravzaprav edino resno oviro, da vse to, kar si v dobro ljudi na številnih nivojih želimo, pravzaprav omogočil. Veste, ni problem pobuda, pravite pobuda stroke. Pobuda stroke je kontinuirana in jasna in stroka je marsikje že obupana od vseh prošenj in dokazovanj in ne vem, če so vsega ni nikle v Sloveniji. Saj zaenkrat jaz mislim, da medicinska stroka ob vsem, kar se ji dogaja, kar nekak voz. Problem je, da nimamo dovolj močnega junaka, ki bo bil sposoben pravzaprav presekati ta gordijski vozel. No, medtem, ko čakamo na tega Martina Krpana, bi želela povprašati profesora Sredkarja, ko smo pri politiki in politika je v bistvu leta 2019, torej oktobra, vlado in ministrstvo za zdravje pozvala, da v roku leta in pol vzpostavite nacionalni register za redke bolezni. Kaj se je zgodilo v tem času, če gremo spet na časovno premico? Ja, mislim, da mogoče na to vprašanje bolj lahko odgovori profesor Batalino, ker je njihov oddelek tak, ki je ta projekt pelal primarno, ampak definitivno je ta projekt zaštartil, je bil zelo obetaven, ampak tisto, kar mogoče res včasih manjka, je ta kontinuiteta, to, da v bistvu bi izven nekih strankarskih v bistvu ambicij in želja v bistvu imeli različne stranke, pravzaprav pred očmi predvsem dobrobit države in bi dobre ideje, tudi če pridejo iz nasprotne stranke, peljale naprej. In da v bistvu, ko je nek dober projekt zastavljen, da bi zmogli naši politiki nekako videti čez to, čez rob svojega kroga in probati delati v korist stroke in to na tak kontinuiran način dlje časa. Ta del recimo res manjka in se zgodi, da so zelo dobri projekti začeti, da so izražene besede podpore, da so, da v bistvu so nekako spodbudne te vse okolišne stvari in v bistvu celo začnejo določene stvari teči, ampak potem čim se pa te stvari, karte pretresajo in na novo razmešajo, pa v bistvu vse skupaj spet zamre. In to je, mislim, mogoče ni samo problem naše države, ampak definitivno pa v naši državi je to velik problem. Če se lahko jaz oglasim, sestank za sestankom od te pobude, če želite v nekaj tednih imeti ta register, je rešitev zelo preprosta. 5 ljudi je potrebno zaposliti, platforma je pripravljena in vzpostaviti polnjenje tega registra in vzdrževanje na profesionalnem nivoju. Mesto registra vsekakor mora biti NIJZ. NIJZ je na to pripravljen, rabi pa ekipo, ki se imenuje Nacionalni register za redke bolezni, ki bo ta register vzdrževala. Imajo varne serverje, kot rečeno, je platforma in seveda stalno izboljševala. To se pravi, odločiti se je treba in
enostavno zaposliti 5 ljudi in reči, začnemo delati. Ni zelo daleč. Kot rečeno, za tako odločitev pa seveda je potreben, ste dobro rekli, jaz se niti ne bi spomnil, Martin Krpan. Tako da lepo prosim, če je kakšen Martin Krpan, naj nam pomaga. Ja, obdobje majhnih otrok povzroči tudi razmišljanja, ne, o slovenskih junakih, ki smo jih imeli in verjamem, da jih bomo še. Profesor Vrtovec, če pustiva pred oklepajem, ta enoten elektronski medicinski karton, ki smo danes ugotovili, da je temelj, česa si pri vas želite za lažje delo, pri vzpostavljanju, pri v bistvu krepitvi kliničnih registrov? Je pri vas predvsem problematika informacijski sistem, ki ste ga že prej izpostavili? Bi to pomenilo lažjo pot naprej? Ja, del tega sigurno je informacijski sistem. No. Zdaj si predstavljam, da tako kot se bo že govora, bi bilo to ena izmed temeljnih stvari. Druga stvar je seveda, da se pač stvari lotimo sistemsko, mogoče malo na širšem nivoju, kar bi bilo pa seveda povezano s kadrom. No. Zdaj, če gledamo čisto konkretno, zdaj pa tudi na podlagi tega, s čemer sem se ukvarjam, je tako, no. Najbolj pogosta patologija na področju kardiologije je pač srčno popuščanje. Če bi hoteli recimo to širše narediti na nivoju Slovenije, bi pač rabili, kar je bilo tudi že poskušano delati, vedno se ostavi na enem in istem mestu, in sicer točno, kot so že prejšnji sogovorniki rekli, če mu je nekdo potreben, ki mora vpisovati določene podatke v kakršnokoli bazo, potem je to seveda zelo hitro se to razvodeni. Čeprav so bile iniciative, to se lahko mogoče naredi v nekem ožjem okolju, se pravi, mogoče ti lahko narediš za bolnike, ki čakajo za transplantacijo srca, zato ker jih ni dovolj, pa mogoče pa širše za kakšne genetske kardiomiopatije, da bi pa ti zdaj to probal razširiti na vse bolnike, recimo s srčnim popuščanjem, kar bi imelo tudi ekonomski, terapevtski in kakšen tudi pomen, je pa to zelo težko, ker se vse konča ne samo na tem, da ni informacijskega sistema, ampak kar je to delno povezano tudi s tem, če tega ni, rabiš toliko in toliko ljudi zaposliti, ki morajo vnašati določene stvari v register, kar je pa seveda nepraktično. In glede na to, da je že tako kadrovska situacija taka, kot je to se potem tle ustavilo. Vsaj do zdaj se pa nas tako na ta način tle ustavlja. Vse te širše pobude, relativno smo lahko uspešni, se pravi, pri tistih populacijah bolnikov, ki jih je malo, se pravi, ki so limitirani, ali pa ker so tako že napoteni v klinični center, zaradi tega, ker je pač tukaj možnost zdravljenja takih bolnikov, samo v Sloveniji. Takih je nepar situacij, vendar širše, pa tukaj trčimo spet probleme, ki smo jih zdaj povedali. Ker prehitro gredo minute današnje enourne debate oziroma pogovora, bom kar izkoristila priložnost, in sicer imamo eno vprašanje našega gledalca, ki sprašuje: dobrobit kliničnih registrov je večdimenzionalen. Poleg povedanega je pomemben klinični register za izboljševanje kakovosti procesov in izidov zdravljenja ter tudi varnosti pacientov in pospeši razvoj novih znanj. Zakaj ni to urejeno na ravni države in kdo naj bi to financiral? Brez registrov marsikateri pacient pade skozi, potrebna pa je dostopnost za vse, ki imajo za to dovoljenje, mislim, da bi morala biti beseda. Brez integracije za ICT pa ne more iti, ker vzame preveč časa. Mogoče komentar. Tale poslušalka ali poslušalci je pravzaprav povzel vse, kar smo eno uro govorili, tako da iskrene čestitke. Če poznate koga, ki lahko prebije ta zid in točno to, kar ste vi v vprašanju napisala, stori, se z vso silo za njega postavim. To se pravi, dejansko smo, jaz mislim, da imamo marsikaj pripravljeno, ne to, kar je rekel profesor Vrtovec. Za vse redke bolezni obstajajo registri, tudi zakonska podlaga je zanje. Pri nas imamo za vse metabolne redke bolezni register, naši sosedje imajo za urejene srčne bolezni register. To so neprofesionalne zbirke podatkov, ki pa se seveda jih lahko takoj prenese v platformo, čim bo ta narejena. Tako da, dajmo takole reči, da bomo pozitivni. Še nikoli nismo bili tako blizu nacionalnega registra za redke bolezni. In seveda je res, da se izboljša kvaliteta, da je nadzor nad kakovostjo možen. Seveda je res, da se lažje inovativna zdravljenja uvede, kot sta oba moja sogovornika lepo povedala.
Kot rečeno, pa je treba narediti ta premik, se pravi postaviti profesionalen register na NIJZ, pa ne računalniško, to je narejen. Kadrovsko ga ustanoviti formalno, zelo verjetno za nekim sklepom, zelo verjetno ministra za zdravje, si predstavljam. In seveda, brez tega ne bo šlo, dati ven javni razpis za enoten medicinski karton na primarnem nivoju, zato, da bomo vse to, torej sledenje, nadzor kvalitete, prehode, migracije ljudi, ki so bolni iz enega mesta v drugo in tako naprej, lahko sledili, kot je rekla poslušalka ali poslušalec, da kdo ne pade ven, da bojo take patologije, kot je popuščanje srca, profesor Vrtovca, pogostejše bolezni, kot je epilepsija na nevrologiji, in pri nas seveda, če vzamete globalno sladkorno bolezen tipa 2, verjetno je največjih problemov kroničnih nenalezljivih bolezni sploh, omogočen. To je povzetek in jaz čestitam, če nas je še kakšen poslušalec, poslušalka, tako dobro razumel, kot vi, pol je skoraj lahko rečemo namen tega pogovora dosežen. Še odločevalcem bomo posredovali posnetek. Bi pa prosila za zaključno misel še profesor Sredkarja in profesor Vrtovca. Mislim, da je profesor Battelino že sklenil s tem v bistvu eno sklepno misel, tiste osnove, ki so, in potem temelj za naprej, za pot. Profesor Sredkar, tisti prvi koraki, verjetno se v popolnosti strinjate s profesorom Battelinom, kaj je potrebno narediti na osnovi, da lahko gradimo potem naprej? Ja, jaz mislim, da na vseh področjih so določene stvari že narejene in smo sigurno bližje temu, kakor smo bili kadarkoli. Dejstvo pa je, da pač zelo jasno bi bilo treba in zelo transparentno napisati, kaj so pravzaprav potrebe za ta namen v zdravstvu, od tega, da imamo skupen elektronski sistem, do tega, da obstaja neka platforma, ki je vodena na ustreznem mestu za beleženje teh redkih pacientov in v skupne registre. Tako da, če so te skupni cilji nekako zelo jasno zapisani, potem je mogoče lažje tudi tistim, ki iščejo ideje o tem, kaj so prioritete v zdravstvu, se odločati, da mogoče to so pomembne stvari, ki nas bojo pripeljale še dlje, da bomo bolj učinkovito lahko zdravili pacienta, pa tudi izkoriščali finančna sredstva, ki so namenjena za zdravljenje, ker s takšnimi registri so te procesi veliko bolj čisti in učinkoviti. Tako da mogoče res je to pomemben in fino je, če so potem stvari tudi prepoznane pri politikih, da lahko potem podprejo vse te že obstoječe napore, da se potem spelje do končnega koraka, ko to vse steče in funkcionira normalno, tako kot smo v zdravstvu že velikokrat te korake naredili in potem niti ne razmišljamo več o stvarih, ki jih imamo, jih jemljamo kot samoumevne, za registri zaenkrat še niso samoumevni, ampak upam, da v prihodnje bo pa to samoumevno in da se bo stvari na primeren način peljale same od sebe, bolj ali manj. Profesor Vrtovec, osnova ne more biti prostovoljstvo, čeprav ga zelo cenimo v Sloveniji, spoštujemo in tudi marsikaj reši, ampak pri kliničnih registrih je potrebna drugačna osnova, ki je bila danes omenjena. Jaz bi seveda se s tem strinjam, zdaj pozoril pač tujih inštitucij, ki imajo natančno določen procent oziroma tudi časovni okvir, ki ga določen človek oziroma zdravnik ali pa sestra porabi za klinično delo, raziskovalno delo in pedagoško delo, vse univerze tudi načelno to že imajo definirano, bi lahko podobno bilo tudi pri nas. Mislim, da tudi ni taka velika revolucionarna stvar, to bi se dali definirati. Bi pa podaril to, da vidite tukaj recimo smo zbrani iz zelo različnih področjih, kakorkoli, se pravi iz kardiologije, pediatrije, nevrologije in tako. In vidite, da vse pa v vseh področjih, ki smo izdelali, pa marsikoga seveda tudi tukaj ni, so že nastavki, se pravi, so neki registri, ki obstajajo, torej relativno samoiniciativno, tudi v nekaterih primerih, kot je recimo primer na pediatriji, so te že zelo na visokem profesionalnem nivoju. Se pravi, ni to toliko nemogoče verjetno doseči, ker verjetno je takih registrov, ki že obstajajo in ki bi se z neko strategijo lahko povezali v nek sistem že kar nekaj, tako da ni zdaj, da štartamo čist iz nule in da na ta način mogoče iz naše strani pravzaprav je že nekaj narejeno in so tudi naslednji koraki, kar se tiče recimo vloge stroke
mogoče malo lažji, kot bi bili sicer, če ne bi imeli nič, pa bi samo čakali na neko enotno povezovanje. No, tukaj dejansko imamo že nastavke, no, tako da mislim, da vse neka osnova je in pa nam bo to tudi pomagali pri prihodnjih odločitvah. Spoštovani sogovorniki in spoštovani vsi, blizu 250 vas je, ki nas gledate v tem trenutku. Slišali smo, kakšna je trenutna situacija oziroma kakšne so trenutne razmere na področju, o katerem se danes pogovarjamo. Rešitve so na dlani, potrebno je nekaj dobre volje, ki upam, da jo premoremo. Nekaj dobre volje lahko dobimo iz tega veselega decembra, ki je pred nami in štartamo v novo leto, predvsem pa obilo energije iz sogovornikov, ki sem jih danes gostila in v čast mi je. Vaš entuziazem, vaše prostovoljne ure, verjetno tudi prostočasne ure, vas in vaših ekip so namreč podale izjemno delo, ki ga je potrebno nadgraditi, ga poslušati, mu slediti in ga seveda velja tudi podpreti na način, da bi to postala strategija, ki bi ji sledile vlade, ne glede na orientiranost, bom rekla. Hvala lepa res še enkrat in želim vam vse dobro, če se ne vidimo letos več, verjamem, da se ne, še veliko energije za osveščanje, za delo, ki ga opravljate in predvsem, da bi se izpolnila želja vsem nam. Navsezadnje je država pripada državljanom in tudi v zdravstvenem sistemu bi moralo biti tako. Mogoče za konec si pa vsi želimo še Martina Krpana, če smo ga danes že omenili, čeprav ste vi na svojih področjih že taki pravi Krpani in obilo energije še naprej na tem področju, čeprav brez kobilice, pa mogoče pa samo malo soli za zraven. Hvala lepa, še enkrat vse dobro tudi gledalcem in do naslednjič. Lep pozdrav Slovenske tiskovne agencije. Srečno!